Pozdravljeni! Pred nami je že vikend posvečen veliki nagradi Nizozemske in kot običajno si bomo tudi tokrat pogledali vse značilnosti ter zanimivosti, še preden se aktivnosti na sami progi pričnejo. Kot smo že dodobra navajeni, tudi tokratni uvodni prispevek bo sestavljen iz treh ločenih delov. V prvem se bomo za trenutek zazrli v preteklost, v drugem si bomo ogledali značilnosti ter tokrat tudi spremembe na sami progi. V tretjem bomo našo pozornost usmerili k vremenski napovedi za prihajajoči vikend. Pa začnimo kot običajno na samem začetku. Danes si bomo ogledali veliko nagrado Nizozemske, ki je vsem nam v še svežem spominu, tisto iz lanske sezone, veliko nagrado Nizozemske iz leta 2021. Dirko, ki je meni osebno ostala v prav lepem spominu. Namreč tu sem dobil prvo priložnost, da sem lahko v živo komentiral veliko nagrado na televiziji. Marsikateremu navdušencu je seveda se malce oddahnilo, ker to je bila edina priložnost, ki sem jo dobil, da sem lahko komentiral dirko v živo. A pustimo sedaj to strani in pojdimo k tistemu, kar je bilo zanimivega na dirki v Zandvoortu. Se še dobro spomnimo, v sezoni 2021 se je borba med Lewisom Hamiltonom in Maxom Verstappenom bila dobesedno do zadnjega kroga, zadnje dirke, ampak tu na Nizozemskem je bila zgodba malce drugačna. Verstappen in seveda Red Bull so bili hitrejši v praktično vseh prvinah, ki smo jih lahko spremljali, tako na samih kvalifikacijah kot na dirki. In treba je tu poudariti, da pri Red Bullu so dobesedno sledili tistemu, kar so napravili pri Mercedesu. S krogom razlike se je Max Verstappen ustavil za Lewisom Hamiltonom. Zakaj s krogom razlike? Ker je Lewis Hamilton sledil in v trenutku, ko je zavil v pit lane, je bil Max Verstappen že bistveno bolj naprej, zato je moral odvoziti še en krog in se nato ustaviti na menjavi samih koles. Tudi strategija je bila dokaj podobna do zadnjega, drugega postanka. Takrat so pri Mercedesu nataknili Lewisu Hamiltonu pnevmatiko medium, medtem ko Max Verstappen je po svoje malce tvegal, nataknil je pnevmatiko hard ter se odpeljal do konca. Seveda pri Mercedesu so skušali na to še s tistim postankom v zadnjih krogih in pnevmatiko soft doseči najhitrejši krog, kar jim je na koncu tudi uspelo, ampak če pogledamo končni rezultat, bomo videli, da je Max Verstappen zmagal tudi zaradi tega zadnjega postanka s prednostjo več kot 20 sekund. Treba je poudariti, da gre za domačo dirko Maxa Verstappena, kjer so skušali tudi pri Red Bullu napraviti dobesedno vse, bi lahko zmagali. A tokrat v sezoni 2022 menim, da bojo imeli bistveno lažjo nalogo. Poglejmo si najprej, kakšne so značilnosti same proge. Proga v Zandvoortu leži dobesedno ob morski obali, kar pomeni, da je velika verjetnost vetrovnega vremena. O tem seveda bomo se pogovarjali tudi pri vremenski napovedi. Vidimo lahko, da je sam krog bistveno krajši od tistega, ki smo ga videli pred tednom dni na veliki nagradi Belgije. Če je tam dirka trajala 44 krogov, bo tu dolga 72 krogov. Čeprav v kilometrih so razdalje primerljive. A bistveno je si ogledati značilnosti same proge,
seveda na znani Pirellijevi tabeli. Vidimo lahko, da je tu stres pnevmatik in bočna sila izjemno visoka. Vidimo tudi, da sama proga se ne bo toliko popravila skozi celotni vikend, medtem ko abrazivnost samega asfalta ni med najvišjimi, ampak videli bomo v nadaljevanju, da niso po naključju tu izbrali najtrših možnih mešanic C1, C2 in C3. Čeprav po eni strani je minimalni predpisani tlak v pnevmatikah malce nižji od tistega v Belgiji, bomo videli prav tu zaradi delovnih temperatur so bili prisiljeni izbrati trše pnevmatike. Proga, kot dobro veste, ima 14 ovinkov in med njimi imata seveda izjemno visok naklon. Govorimo o tretjem ovinku Hungenholz in seveda 14. ovinku Arie Luyendyk. In tako malce za pokušino, tu je naklon ovinka med 18 in 19 stopinj. Če to primerjamo z ovalom v Indianapolisu, bomo takoj razumeli, zakaj govorimo tu o ekstremnih vrednostih. Namreč oval v Indianapolisu ima naklon tam okrog 9 stopinj. In če se zopet obrnemo k ameriškim dirkam, znani oval v Poukonu, v prvem ovinku, kjer naprimer v seriji NASCAR prestavijo navzdol, ima naklon samo 14 stopinj. Zato lahko razumemo, zakaj je ta naklon tako pomemben, tudi pri segrevanju samih pnevmatik. Kolikor si zamislimo, da bolid vozi v progi, ki ima bočni naklon, nam je tako jasno, da se na same pnevmatike lahko prenese bistveno več energije, tudi zaradi tega, ker skozi tak ovinek bolidi vozijo hitreje. A to je verjetno nekaj, kar marsikdo izmed vas ne verjame samo na moje besede. Ogledali si bomo, kako gre temperaturni ciklus skozi progo v Zandvoortu. Če pogledamo skico, bomo videli, pravzaprav, vsaj kar se tiče zadnjih pnevmatik, se te čez celoten krog nikoli ne ohladijo. V prednjih pnevmatikah vidimo, da se bo to zgodilo na štartno-ciljni ravnini za nekaj trenutkov, ampak če to skico primerjamo s tistim, kar smo imeli na razpolago v Belgiji, tako vidimo bistveno razliko. V Belgiji je temperatura nihala, medtem ko je tu v Zandvoortu konstantna in visoka. Dobro nam je znano, da trša kot je pnevmatika na višji delovni temperaturi deluje, zato je nekako logično, da bomo tu spremljali C1, C2 in C3. Tokrat bi rad vašo pozornost usmeril še k dvem izjemno zanimivim spremembam. Na 12. ovinku so približno meter po robniku isto peščeno izletno cono dobesedno premazali z epoksidnim bikomponentnim lepilom. Na prvi pogled se zdi ta cona malce temnejša in marsikdo izmed vas si bo mislil, zakaj je bilo to potrebno. Ukolikor zadevo pogledamo malce od bližje, bomo videli, da kamni, ki sestavljajo to izletno cono, so trdno pritrjeni in sedaj, ko bodo vozniki vozili malce čez robnik, seveda tega materiala ne bodo s seboj prenašali na samo asfaltno površino. Bo potencialno zmanjšalo verjetnost za kakšno nitev. Sprememba, ki je verjetno bolj zanimiva za nas navdušence, je območje drugega DRS-a. To se zaenkrat začenja pred 14. ovinkom, tistim poimenovanim po Ariju Luyendyku, dvakratnemu zmagovalcu dirke za 500 milj Indianapolisa. Če smo lani območje DRS spremljali po končanem ovinku, bodo letos
vsaj na začetku vikenda, vozniki to preizkušali skozi celotni zadnji ovinek in videli bomo, kako se bo to obneslo. A tu je treba poudariti še nekaj, kar je zanimivega. Namreč sistem DRS se dobesedno ugasne s stopalko za plin. Takoj, ko voznik za trenutek dvigne seveda svoje stopalo, se bo pomožni profil spustil in tudi če bo imel voznik še pred sabo kar nekaj metrov, se ta ne bo več dvignil. Zato bo dobesedno potrebno iti na pol. Videli bomo skupaj, ali bo imel kdo težavo. Na koncu se bomo še ozrli malce k vremenski napovedi. V petek bomo lahko spremljali dokaj sončno vreme. Temperatura zraka se bo gibala okrog 24 stopinj Celzija, a imeli bomo že dokaj vetrovno vreme. Hitrost vetra je ocenjena tam na okrog 20 do 24 km/h. Nato prva sprememba v soboto, kjer bodo sonce zakrili oblaki. Temperatura zraka se bo znižala na okrog 20 stopinj Celzija, ampak kar je bolj pomembno, znižala se bo tudi temperatura samega asfalta. Podobno kot smo lahko videli pred tednom dni v Belgiji. Veter se bo ojačal celo do 30 km/h. Možno bo, da bomo videli nekaj padavin. Čeprav je možnost sorazmerno nizka in vremenoslovci napovedujejo, da kvalifikacije bodo suhe, pravzaprav danes še ne vemo, koliko to drži. A v nedeljo zopet preobrat, zopet sončno vreme in zopet malce višja temperatura, morda celo do 25 stopinj Celzija. In napovedi pravijo, da bomo spremljali suho veliko nagrado Nizozemske. Plohe bodo lahko prišle v poštev, ampak zaenkrat vremenoslovci trdijo, da bodo nevihtni oblaki prišli v to območje tam v noči na ponedeljek. Da se zgoditi seveda, da se bo situacija bistveno spremenila in da bo kakšen oblak zašel na to območje že bistveno prej. Možno je, verjetnost je pa izjemno majhna. Preden seveda zaključimo ta uvodni prispevek, še seveda tisto skorajda standardno obvestilo. Kot dobro veste, tudi tokrat bom zaseden s komentiranjem na Sportklubu. Zato bosta verjetno naslednja dva prispevka objavljena nekoliko kasneje. In upam, da vas to ne bo preveč zmotilo in da boste lahko počakali do tistih zgodnjih večernih. Kar se tiče uvodnega prispevka, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.